Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Nedolgo nazaj se je zaključila košarkarska sezona košarkarskega kluba Hidrija in do današnjem športnem pogovoru gostimo enega izmed nosilcev igre, Simona Tratnika. Simon, lepo pozdravljen. Zdravo. Kot rečeno, končala se je sezona druge košarkarske lige, kjer ste igralci košarkarskega kluba Hidrija, lahko rečem, zelo dobro nastopali, sicer se uvrstili med prvih 8, potem pa v play-offu izpadli proti kasnejšemu zmagovalcu Polzeli. Kakšni so te vtisi po zaključku sezone, prve sezone v drugi košarkarski ligi? Ja, občutki so zelo dobri, skoraj odlični. Seveda je bila sezona, lahko temu rečemo, uspešna, Uspelo nam je ostati v tej drugi ligi, da bomo lahko te drugi leto pred našimi navijači nastopili v tem rangu tekmovanja. Malo je onega preokusa, ker smo mogoče bili zmožni doseči še kaj več, kakšno mesto na lestvici več in posledično kakšnega lažjega nasprotnika v končnici, ampak smo na koncu žal nekaj poškodb, malo bolezni in je naš nivo igre malo padel in tako je, kot si že rekel, na koncu nas je čakala ta Polzela, ki se je vedela, da napadajo prvo ligo in kjer smo na konec po 2 tekmah v končnici žal končali letošnjo sezono, ki pa, kot sem že rekel, lahko rečem, da je bila uspešna. Polzela v prvem krogu play-offa, ampak ne nazadnje Polzela v Idriji je padla. Tako ja, takrat je med sezono so nas naleteli, ko smo bili na vrhuncu naše sezone, bi lahko rekli, kaj se tiče energije in rezultatov. Bili smo v odličnem ritmu in se je tudi pokazalo, da tudi po tako kakovostni ekipi, kot je Polzela, lahko na našem domačem terenu, ki zagotovo velja za enega iz najbolj zahtevnih domačih terenov za gostujoče ekipe, tudi tam kaj gladko premagali to favorizirano Polzelo, pri čemer seveda se je poznalo, da je bilo takrat tudi največje število domačih navijačev, ki so nas ponesli, in pomagali zadrževati to energijo skozi celo tekmo. O navijačih bo kakšno besedo rekla še malce kasneje. Drugače pa Ilirska Bistrica je v bistvu edina ekipa, proti kateri imate negativni skupiček, izgubili ste na obeh tekmah, proti ostalim ste pa proti vsaki ekipi, tudi tem najboljšim vsaj enkrat zmagali. Ja, tu je zdaj že par let bi lahko rekel, da nekako pri tej Ilirski Bistrici se ne znajdemo, zgleda nam ta ekipa res ne leži, Na prvi tekmi je bilo tudi malo nesreče, jaz sem se že v prvi minuti oziroma v prvih minutah poškodoval in s tem zaključil tekmo, takrat sta tudi manjkala Mežan in Bratož. Druga tekma domači je prav tako se manjkal zaradi bolezni, mogoče bi lahko bil takrat rezultat drugačen, ampak ja, ne glede na to, bomo mogli popraviti pa tisto naslednje leto, pa je moren za letošnjo sezono. Je k padcu forme v zaključku mogoče pripomoglo tudi kaj dejstvo, da ste se že pred tistim reprezentančnim premorom vedeli, da ste uvrščeni med prvih 8? Ja, zagotovo je malo podzavestno, da si rešen, da nekako je ta cilj izpolnjen, ampak vseeno bi rekel, da ni bil to tisti glavni razlog, da se je ta tehnica prelagala. Ampak kot sem rekel, takrat imeli smo probleme s poškodbo Rupnika, Kavaša, še par boleznice, nikako nismo mogli sestaviti. Je pa zagotovo, kot si rekel, tudi malo podzavesti da smo uspeli doseči naš cilj. Kot omenjeno v uvodu, eden izmed nosilcev igre, predvsem pod košem si nepogrešljiv, kar pomeni pa tudi, da prejmeš ogromno udarcev. Kako se boriti, bom rekel, proti večjim, predvsem nasprotnikom pod košem? Zagotovo, sem ta, ki mora delati red pod košem, ampak jaz v tem načinu igre uživam. Zmeraj pravim, da če ne pridem malo moder iz naše tekme, svojega dela nisem odpravljal tako, kot bi ga bilo treba. In tudi zmeraj rečem, da bolje je, da jaz dobim kakšen komolce pa 2 več, pa da naši pleja, ki so fizično lahko malo šibkejši, ne dobijo toliko teh udarcev. Je pa zame to užitek, ko se lahko tako igramo to pravo moško igro, pod košem, da se drugega malo bolj zadokamo. Sedaj v Idriji nekaj je domačih igralcev, nekaj je tudi igralcev, ki prihajajo drugod. Kako te igralci, Kavaš, Mežan, Zemljič, gledajo na košarko v Idriji? Se radi nastopajo za idrijski klub?
Ja, seveda, že en to pokazatelj je, da je večina teh fantov stara več kot samo eno sezono, a ne. In vsi, kot govorimo, res uživajo v našem klubu, uživajo v sami atmosferi kluba, všeč jim je, da je naš klub urejen, da ni nobenih težav. Tudi zmeraj pravim, da smo nekako te domačini, smo že taka klapa, taki karakteri, da se oni lažje vključijo v samo ekipo. In vsi res, vsi, ki so kadarkoli igrali, zdaj so rekli, da so tukaj uživali in da radi igrajo za ta klub, kot je Idrija. Sprav k temu uživanju pa zagotovo spada tudi glasna podpora s tribuna, ne? Ja, kot sem že parkrat omenil, ne, je to pa nekaj, kaj v veliki večini slovenskih klubov ne moreš doživeti, ne. Da vsako domačo tekmo igraš pred res odlično publiko, zelo številčno. Tudi statistika KZS kaže, da smo pogledalci samo za Ilirsko Bistrico, ne v drugi ligi, ampak v vseh slovenskih ligah. In je res, vsako soboto, ko gremo domov, je tam odlična atmosfera, kaj seveda tudi igralce pripelje v naš klub, ne. Seveda vsak igralec si želi igrati pred polnimi tribunami. Verjamem, da bo tudi v prihodnje, kljub temu, da sem že prejel informacijo, da bo nov trener prihajal v Idrijo, drži? Drži, ja. Po sezoni se je prekinilo to delo z Igorjem Pučkom in smo zdaj, da se išče novega trenerja, ne, da bo postavil ekipo in nas pripravil na naslednjo sezono. Se že kaj ve mogoče o igralcih, te, če rečem, tujci, ki nastopajo z Idrijo, ostajajo, je kdo že izražil željo, da bi šel drugam? Zdaj noben ni izražil želje, da bi šel drugam. Načeloma več ali manj vsi ostajajo, edino na žalost se je pa Martin Mežan odločil, da preneha z igranjem košarke, ne bo iskal drugega kluba, ampak bo delal druge stvari v življenju. Ampak zagotovo ga bo klub znal nadomestiti z drugim igralcem, verjamem. Seveda, to pa tudi jaz verjamem. Kako pa je z igralci nižjih selekcij? Vem, da si sam tudi trener ene izmed mlajših, ne sicer tistih, ki že trkajo na članska vrata. Kako je stanje z mlajšimi igralci v klubu? Ja, imamo lepo število mladih igralcev v klubih. Nekateri tudi prikazujejo že tak lep nivo igre, ki upamo seveda, da nam bojo začeli počasi priključevati člansko ekipo, ki seveda to zelo potrebujemo. Je seveda težava videti tako, da večino teh takih sredin, ki so oddaljene od večjih centrov, da nam fantje po srednji šoli, po osnovni šoli odhajajo, ne v Ljubljano in se s tem malo zgubi. Ampak vseeno je kar nekaj fantov, ki bi rekel, da so zanimivi in da bodo lahko čez par let uspešno zastopali bolje članske ekipe. Kako je pa z idrijskimi igralci, pa z novačenjem drugih klubov za prestope tja? Govorimo o domačih idrijskih igralcih. Meni se zdi, da zdaj zadnje leta je to zelo upadalo. To ugotovili, da nas iz Idrije nekako ne bojo dobili. Ampak če sem zase osebno, vem, je bilo od 18. leta naprej, vsako poletje sem prejel kar nekaj klicev, da če bi prestopil tudi v ekipe, ki so nastopile v isti ligi, ki so bili nekako naši rivali za prehod v višje lige, ampak ja, kot se vidi, noben od nas noče zapustiti tega kluba in ostajamo zvesti Idriji. Če se še malce povrnemo k mlajšim selekcijam, rečeno, interes za košarko med mladimi je velik. Kaj povejo, kaj je razlog? Je to mogoče spremljanje Dončiča, ki tako bom rekel, raztura preko luže, ali je tudi uspeh domačega kluba, ne nazadnje? Ja, lahko rečemo, da je to oboje, ne, z roko v roki. Dončič je res naredil v celi Sloveniji reklamo za košarko, ne, fantje se zaradi njega, ne samo fantje, tudi punce se samo zaradi njega odločajo, da bi začeli igrati košarko in mi seveda idol. Po drugi strani pa ja, tudi pogledamo v Idriji, seveda uspešna članska ekipa, polne tribune. Tudi to nekam fantom da željo po temu, da bi enkrat zaigrali, zato in se odločajo za košarko, ne. Tudi če pogledamo na naših tekmah po tribunah, vidimo, da je kar lepo število mladih, ne samo igralcev našega kluba, ampak tudi ostalih na naših tekmah in z veseljem spremljajo. Kako pa je z velikostjo? Vemo, da idrijski igralci nikoli niso bili znani po neki višini. Se obeta med mladimi kakšen, ki bi mogoče zrasel
malce višje. Ja, zdaj, da bo dosegel tako višino, kot je na primer imel Jasel Mlakar, je po mojem samo en fant, ki je pa še kaj pa let za nami, je 3., 4. razred osnovne šole, drugače pa tudi v mlajših selekcijah manjka te višine, ampak upamo, da nekdo preseneti, ko pride v ena leta, nikoli ne veš, koliko bo fant zrasel. In upam, da bo dobil kakšno pomoč tudi s strani mlajšega igralca. Pred kratkim ste bili v Bosni na enem turnirju z mlajšimi selekcijami, pa si mi omenil, da je bil v kategoriji do 14 let fant visok 1,95 m, s katerim bi sam imel ogromno opravka. Ja, to smo prišli takrat v dvorano, so bila oba z Mlakarjem, in so to začudeno pogledala, ko letita ne en, ampak dva fanta, ki sta bila skoraj tako visoka kot mi dva. V selekciji U14, kar se je zelo nenavadno. In pa še posebej kakšni fanti iz Črne Gore so tudi pokazali, da znanim že igrati centrsko in bi bilo že kar zanimivo tako malo videti, kako bi se znašel v igri 1-1, z mano ali pa z Matevžem. Pa se dotaknemo mogoče še tvojih začetkov košarke. Kaj je tebe pritegnilo, da si se začel ukvarjati z to igro? Zelo bi rekel, da to malo kaj tako zanimivo, ampak se nisem sam odločil za košarko. Jaz sem takrat imel malo zdravstvenih težav, sem prebolel meningitis in boreliozo, kar mi je pustilo močne vplive na samo mojo motoriko, in zato sta starša iskala en šport, katerem bi dala, in takrat je bil en družinski prijatelj pri košarki in so mi tudi pol mene posledično pisala k košarki. Jaz pomem takrat tudi nisem niti sploh videl, kaj košarka je. Tudi zdaj, če vprašaš Sašota Kavčiča, ki je bil takrat moj trener, se sem dal še za glavo, ko me je gledal. In mi še velikrat uporabi kot prispodobo, da če iz mene nekaj nastalo, lahko čisto si vsazga. Ampak pa se nekako ta košarka skozi leto spremenila v to mojo ljubezen, bi lahko temu prav rekel. In sem to nadaljeval skozi celo osnovno šolo, srednjo šolo in tako naprej. Ostajal v košarki vedno. Zdaj pa brez košarke praktično se ne da živeti. Ne, saj se vidi, da imam članske, kot sem tudi trener mlajših selekcij, tako da celo popoldneva sem pač v dvorani in mi to res predstavlja lep užitek. Se tudi vidiš po nekem zaključku kariere, ki upam, da ne bo prišel prehitro, v košarki, v vlogi nekih trenerjev? Ja, seveda, uživam v trenerju, se posebej z mlajšimi selekcijami. Tako da tudi, ko s košarko, z igranjem košarke zaključim, bom zagotovo ostal trener. Zaenkrat pravim, da se ne vidim v članskih vodah ali pa v kakšnih mladinskih, ampak za mlajše selekcije pa zagotovo. Sicer se pa za naslednjo sezono obeta še ena novost, kar se tiče košarke v Idriji, spremenjena dvorana. Ja, bomo prenovili nam bojo dvorano, uredili nekaj zelo potrebnih stvari, odpuščanje strehe do izolacije. Nekaj časa bo to potrebovalo, tako da začetek sezone bomo bili brez dvorane, ampak potem pa že komaj čakamo, da stopimo v našo novo prenovljeno dvorano in spet se družimo z navijači v manjših, boljših pogojih, kot so zdaj. S ciljem verjetno ponovno ostati med prvih 8 po rednem delu. Ja, seveda. Mislim, jaz pravim, da moramo zmeraj ciljati visoko, tako da če lahko finale, pa finale, pa tudi prva liga. Cilji morajo biti visoki, ampak zagotovo je pa prvi cilj to, da obstanemo v tej elitni drugoligaški ligi. Simon, upam, da se to dejansko tudi uresniči. Čestitke za dosedanjo kariero z željo, da bi bila uspešna tudi v prihodnje. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega prispevka in povabljeni tudi k ogledu ostalih pogovorov Studia Idrijskih novic.